Obstaja pregovor, da je stvar, ki je slaba za en drek. Ampak drek sploh ni tako slab. Ja, smrdi. Pa načeloma, če je črevo človeška kanalizacija, potem je drek naša odplaka. Ampak to še ne pomeni, da so iztrebki nekoristni. Ravno nasprotno, fekalije so ekstremno uporabne. Drek je gorivo. Človeško in živalsko blato je sestavljeno iz hrane, ki je telo ne uporabi. Vsebuje še različne bakterije, vodo, sluz in če kakor zdehidriramo, nastane najbolj ogabno, a ekstremno gorljivo suho sadje. Zdaj, to ne pomeni, da lahko vaše potičke namesto lesa mečete v kamin, še vedno bo smrdel, pa vse boste umazali. Za uporabo tovrstnega biogoriva so potrebne posebne aparature, ki iztrebke izkoriščajo na pravilen način. Vi pa zaenkrat raje ostanite pri sončnih celicah ali pa toplotni črpalki. Drek je zlato. Obstaja žival, ki se imenuje azijski pan civet. Gre za bitje, ki je najverjetneje nastalo zaradi trojčka rakun, opica, podlasica. Med njegove hobije spadajo henganje v Indoneziji, grizljanje kavnih zrn in sranje. Na srečo vseh kavoljubcev pan civet svojo hrano samo delno prebavi, tako da iz njega pridejo aromatizirana kavna zrna, ki jih je treba samo malce oprati. Na srečo vseh Indonezijcev pa je na svetu vedno dovolj kavoljubcev, ki so pripravljeni plačati bajne vsote za kavo, ki jo je posrala fake kuna. Drek je lahko zdravilo. V drugi svetovni vojni so nemški vojaki, ki so osvajali Severno Afriko, fasali grižo. Griža je zelo neprijetna črevesna bolezen, ki jo dobiš, če uživaš umazano vodo ali hrano. Nemški vojaki so se čudili domačinom, ker niso imeli težav z grižo. Ugotovili so, da lokalno prebivalstvo ob prvih bolezenskih znakih poje svež kamelji dudu. Če slučajno kdo ni razumel, domačini so zdravili grižo s kameljim drekom. Svež kamelji kakec namreč vsebuje bakterijo, ki uniči drugo bakterijo in te lahko ozdravi griže. Koktel kameljih fekalij je ozdravil tudi nemške vojake. In kaj je nauk te zgodbe? Če hočeš osvajati tuja ozemlja, boš moral pojesti veliko dreka. Kar pa mene v tej situaciji najbolj zanima, je, kako so domačini ugotovili, da ravno kamelji drek zdravi grižo. A so to pogruntali v prvo, ali so predtem morali probati konjski drek, pasji drek, človeški drek? In še bonus runda. Razbijanje mitov o dreku. A poznate tega? Za drek je normalno, da smrdi. Ja, ampak ne preveč. Če drek preveč smrdi, je to lahko znak okužbe. V ta namen je ekipa osvežilne fronte razdelala 3-stopenjsko lestvico smrdečnosti. Če želite preveriti, kje na lestvici ste, takoj ko se pokakate, nič ne luftati, samo vašega najboljšega frenda pošljete na WC in če naredi, pojdite k zdravniku. Mit. Sedenje in branje na školjki je kul. Nope. Več raziskav je pokazalo, da lahko predolga stranična aromaterapija pripelje do hemoroidov. In kdaj veste, da ste bili predolg na školjki? Če vam zaspijo noge, pa očepate ven, pa ste bili predolg. Mit. S pogostim kakanjem se da shujšati. Ljudje, če bi to držali, bi bil jaz maneken. Normalno jejte, pa normalno kakite. Ne jemate odvajal, ker sigurno niste toliko debeli, kot mislite, da ste. Če tudi vi poznate kakšno zanimivo uporabo blata ali pa kakšen mit o dreku, nam lahko esej o tem napišete v komentarje na našem YouTube kanalu.